drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, v imenu Župnije Poljane in kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane vas prisrčno pozdravljam na 11. polanskem pogovoru, kjer bomo predstavili, lahko rečemo, prednedavnim odkrit rokopis, najden v Poljanski župniji, za katerega sem v teh dneh velikokrat slišala, saj sploh nisem vedel, da obstaja. Medtem pa so ga v Ljubljani dodobra pregledali, analizirali, oplemenitili znanstveno, kritično in jezikovno razlago in ga dali natisniti. Z rokopisom sta se ukvarjala naša nocojšnja gosta, ki jo prav lepo pozdravljam. To sta doktorica Andrejka Žejn in dr. Matija Ogrin. Dobrodošli. Bolj natančno predstavi pa prosim gospoda župnika za uvodno molitev. Hvala za povabilo. Naj povem, da sem kot poljanski župnik vesel, da bomo tudi Poljanci s tole zgodbo dodali v niz slovenske zgodovine, duhovne zgodovine, seveda kulturne in literarne en bogat prispevek. Če so zdaj potrdili, da je tako imenovani svetokriški rokopis, se pravi rokopis, ki so ga našli v Heiligen Kreuzu in je z 11. stoletja tudi slovenski, se pravi takoj za bližinskimi spomeniki imamo ta svetokriški rokopis, se zdaj v tem nizu naše bogate kulturne in duhovne dediščine pridružuje tudi poljanski rokopis, a ni to nekaj čudovitega. In sem zelo hvaležen tudi Bogu, da se je ta, ko bi rekel, tudi po svoje preizkušena cerkev na Poljanskem odrezala v preteklosti tako, da to imamo in da je Gospod po zanimivih okoliščinah, mi bi rekli po Božji previdnosti, poskrbel za to, da se ta rokopis ni izgubil, ampak da ga imamo v originalu in da ga imamo zdaj tudi v knjižni obliki. Tako da bomo v tej kratki molitvi in blagoslovu prosili, da bi tudi Poljanke in Poljanci in Slovenke, Slovenci današnjega časa zapustili za seboj sled, ki bo vredna spomina. Tega smo vsi sposobni, Gospod nam je dal dobre nastavke. In naj nas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Hvala lepa. Vajo gosta pa kar povabim tule spredaj. Doktorica Andrejka Žejn kot raziskovalka deluje na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Sodelovala je pri izdelavi narečnega slovenskega ljudskega jezika na Koroškem na Inštitutu za slavistiko Univerze Karla in Franca v Gradcu. Zadnjih 10 let se ukvarja s kritičnim prepisom in jezikoslovno analizo neznanih rokopisov slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja. Je poznavalka zgodnjega slovenskega pripovedništva, uredila in izdala je celotno zbrano delo Janeza Ciglarja. Literarni zgodovinar dr. Matija Ogrin je predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Je strokovnjak za slovensko književnost od 17. do 19. stoletja. Njegova glavna pozornost pa velja baročnemu slovstvu in poznobaročnim delom v času razsvetljenstva in romantike. Posvečal se zlasti rokopisom, njihovemu prepisovanju, komentiranju in izdajanju. Uredil je več znanstveno-kritičnih izdaj, med drugim izdajo Škofjeloškega pasijona, ter ureja spletni register rokopisov slovenskega slovstva, kjer je evidentiran tudi poljanski rokopis. Ta je bil najden leta 2009 v naši okolici in na srečo prišel v prave roke, da se danes lahko pogovarjamo o njem. Gre za obsežno pripoved o Jezusovem življenju na skoraj 700 straneh velikega formata. Vsebinsko sodi v tradicijo zvrsti Vita Kristi. Slovenska priredba te zvrsti je nastala v baročni dobi in bila zaradi velike priljubljenosti večkrat prepisana.
Ohranjenih je več fragmentarnih rokopisov, poljanski rokopis pa je edini skoraj v celoti ohranjen člen tega izročila. Izdaja poljanskega rokopisa, ki jo bo ob koncu večera možno tudi kupiti, je izšla v zbirki dela starejšega slovstva, pod zbirki zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, ki nastaja pod okriljem Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. In nocoj, več kot 200 let potem, ko je bil zapisan, bomo o njem izvedeli kaj več. Preden pa se začnemo pogovarjati o njem, predlagam, da okusimo, kako zveni. Prisluhnili bomo skrajšanemu odlomku o dogajanju v Kan galerijski. Ta historija, kako je Jezus ta voda v vinu spreobrnil, popiše svet Šentjanž evangelist. Tukaj znaš te reči spremišljovati. Kadar je že ta gostarija k koncu šla, so prišli te tovarši k materi Jezusovi in so k njej djali: Mati, vina ni več, da bi natočili in naprej postavili. Na to prav mati tega Gospoda: Jaz hočem gledati, da ga bom dobila. In dokler ta devica ni vedela, kje bi vino vzela, ali ne more biti nje sestra, je imela malo denarja da istega kupiti, in mislila sama pri sebi: Jaz vem, da moj sin vse reči zmore. Jaz hočem njega na pomoč klicati, on me ne bo odrekel. Potem je šla ona z velikim zaupanjem k Jezusu, kjer je kakor en ponižen perdurek na enemu kraju sedel in jo je djala k njemu: Moj najljubeznivši sin, vina ni več to, in moja sestra je stromaška, in jaz ne vem, kje bi mi vino vzeli, da ta ovce bude dober in spošteno končala. Ti zmoreš nam pomagati, ako hočeš. Jezus prav k njej: Žena, kaj je meni in o tebi tu? Ali kakor bi oto reči: Ti veš, da jaz iz moje Božje moči znam čudeža striti in ne iz človeške moči. Ali ta Božja natura jaz nemam od tebe, zato jaz nisem dolžan čudeža delati po tvojim prigovarem. Dokler pobožstvo, jaz nisem dolžan tebi pokoren biti, tudi moja ura še ni prišla čudeža delati. Zakaj? Gospod je hotel, da bi celo več vina tam ne bilo, da bi tako ta čudež tolikej prijetnejši bil pred vsemi ljudmi, kater so na ohc bili. Zavolite besed Kristusa, Mati Božja ni scvilbala, dokler ona je vedela, koliko dobrotluje on, zato je šla k tem trušarjem in je djala k njim: Pojte kje k mojemu sinu in kar on bo vam povedal, to strite. Iz tega spoznej to veliko usmiljenje te vredne Matere Božje, katera je skrbela, da obenga špota na te ohcet ne trpeli. Tam kaj pak je bilo postavljenih 6 kamnitih vrčev po šegi judovskega očiščvajna, ki so držali vsak 2 ali 3 firkelne. Iz teh istih vrčev so se te Judje dostkrat umivali in v ta posoda, katera se k mizi nuca. To prav Jezus k tem služabnikam: Napolnite vrče z vodo. On ni hotel te posode vzeti, v kateri je poprej vino bilo, zato je ukazal volne vrče vzeti in z vodo napolniti. Ti služabniki so hitri šli k studencu po voda in so napolnili te vrče z vodo noter do vrha. Kjer je le to Marija devica videla, je bila vesela, kjer ona je dobro vedela, da bode tega najboljšega vina upila. Kadar je
mati tega gospoda ta čudež videla, je bila vesela, ter je tudi to isto vino pokusila in oddala svojim sestram in o tem drugim v hiši. In vsak, kateri je prišel, je vprašal, kje so nek to dobro vino dobili. Ali te služabniki so djali, kako da je Jezus od Nazareta čudež storil, zato je njeh veliko v njega verovalo. In v kateri so poprej v njega verovali, so bili tolkej v tej ver potrjeni. Hvala, Vida. Na uvodni spletni strani registra rokopisov slovenskega slovstva, kjer se nahaja tudi poljanski rokopis, je zapisano: to so ostanki ostankov in to pobiramo, da se še od tega kaj ne izgubi. Kaj se je torej našlo v Poljanah? Dr. Matija Ogrin, prosim. Dober večer, hvala lepa za povabilo in za predstavitev. Hvala za vaše zanimanje. Kaj se je našlo? Torej, našel se je pač en najlepših kristalov, bi lahko rekli, slovenske rokopisne kulture, poljanski rokopis, ki ga je v resnici rešila neka družina, ne vemo katera, verjetno sklepamo, da je takrat, ko je bilo župnišče uničeno in je potem v neki kmečki hiši ta rokopis preživel, bil rešen in ga je tam našel, ali je tam živel, ali ga je nekdo tam našel, neki neimenovani darovalec, mogoče je bil po poklicu mizar ali nekakšen tisar ali nekaj takšnega, ne vemo natančno, ker je želel ostati neimenovan in je ta rokopis izročil arhivistu, zgodovinarju, gospodu Francetu Štuklu v Škofji Loki. Francet Štukl ga je potem izročil kolegu Borisu Golcu in Golec ga je prinesel meni. In potem, ko je postavil ta debel rokopis v foliantu, v velikem formatu na mizo, mi je bilo jasno, da je to eno največjih odkritij novejše, torej stare slovenske literature v novejšem času. In to je bilo v letu 2009. Od takrat naprej smo potem delali, prepisovali, analizirali, kaj pravzaprav to je. Ena kolegica je to prepisala diplomatično, se pravi črko po črko. Pozneje v več fazah je pa zlasti Andrej Kažen, ki je tu zraven pri meni, naša kolegica na inštitutu, to jezikoslovno analizirala in prepisala v tak, kot rečemo, kritični prepis namenjen sodobnemu branju, ki rekonstruira, kako mi mislimo, da so takrat izgovarjali. In to se pravi, da skuša ta prepis ohraniti vso zgodovinsko podobo tega besedila, kakršno je bilo. In zdaj, ta rokopis je, če povemo najbolj osnovne stvari, ta starina častitljiva je, odkot pravzaprav zajema. Prepisan je bil rokopis verjetno okrog leta 1800, ampak v njem je mnogo starejše izročilo strnjeno in posredovano. Najprej mečkano o tej zvrsti Vita Christi, kaj pravzaprav to je. Že od cerkvenih očetov naprej, se pravi pozna antika, 3., 4., 5. stoletje, so se pisci kot Sveti Hieronim, Janez Grizostom in mnogi drugi, jim je bilo veliko do tega, da so zapisali in strnili, povzeli čim več tega, kar se je o Jezusu ohranilo tudi ustnega izročila. Se pravi, poleg evangelijev so zapisali v svoje komentarje evangelijev veliko tega, kar je bilo posredovano v pripovedih. Seveda se je teh pripovedi iz roda v rod prijelo marsikaj, kot bi danes rekli, pravličnega, legendarnega, zato temu izročilu rečemo parabiblično, poleg biblično izročilo. In tega cerkev nikoli ni seveda čisto sprejela v kanonične knjige, je pa zelo spoštovala, to so cerkveni teologi in pisci uporabljali potem še skozi ves srednji vek do razsvetljenstva. V reformaciji pa pozneje v razsvetljenstvu se s tem preseka in začnejo kazati učenjaki nek vzvišen in prezirljiv odnos do tega ustnega izročila, ki je bilo
kot ste lahko slišali recimo v tem lepem odlomku, da se je tam poročil svet Šent Janez Evangelist na tej poroki, da je bila njegova mati sestra Marije, Božje materje in tako dalje. To je vse nekanonično. Ampak ti naši pisci so to zelo spoštljivo, lepo inkorporirali v obsežno pripoved. Kar imamo v evangeliju v 3-4 vrsticah, je tukaj celo poglavje. Se pravi, nastane iz tega zelo lepa premišljevalna literatura. Skratka, cerkveni očetje, potem pa na tej pozneje še cela vrsta drugih, v srednjem veku zlasti frančiškansko izročilo premišljevanja o Jezusovem življenju, na osnovi domnevno Bonaventurovih, danes rečemo pseudo-Bonaventurovih spisov in drugih, zlasti neki pisec kartuzijanske redovne skupnosti Ludolf Saški, napisal tole Vita Christi, in še mnogi drugi, zlasti različna duhovna razodetja svetnikov, ki so posredovali v svojih zapiskih videnja o tem, kaj jim je po njihovih sporočilih, ki seveda jih kristjan ni dolžen verovati, to so tako imenovana zasebna razodetja, ki niso predmet vere. Predmet vere je samo javno razodetje, to, kar je Jezus posredoval po svojih apostolih, in javno razodetje se konča s smrtjo zadnjega apostola in pika. Tisto je konec, tam se konča in to je iz tistega izhaja predmet vere. Medtem ko iz privatne razodetja nikakor niso, se ne zahteva, da verujemo v njih, so nam pa lahko spodbuda, navdih in tako dalje. No, in iz teh privatnih razodetij, seveda v srednjem veku je bil to zelo močan vir, tudi teologije, so tudi ti pisci zajemali in to združevali. No, in potem po srednjem veku, v novem veku, v baročni dobi, pride tukaj le en zelo pomemben pisec, kapucin, nemški kapucin Martin von Kocham, se pravi iz mesta Kocham, Martin Kohamski. Tule vidimo tele letnice, v 17. stoletju je živel in je bil izredno priljuben, sposoben pisec, da je tako živo, psihološko pronicljivo, prepričljivo, ne pridigarsko, ampak tako zares motivirajoče znal pisati o duhovnih stvareh. Duhovna literatura, po nemško Erbauungsliteratur, Andrejka je to prevedla kot literatura duhovne izgradnje in res včasih so rekli temu asketika. Ta njegova asketika je prvovrstno berilo, ki je bilo zelo priljubljeno v nemških deželah in pogostokrat izdano. In tale, oprostite, kaj mi tole dela, in tale Das große Leben Christi, veliko Jezusovo življenje, je bilo zelo priljubljeno delo tega pisca. No, in to je verjetno tudi ena od zelo pomembnih predlog, iz katerih je slovenski prireditelj tega Jezusovega življenja zajemal. Precej obširno največ. Za poljanskim rokopisom, ki je bil zapisan, fizično zapisan, te vrstice na popisanih listih, ki so se ohranile, kdaj to je nastalo okrog leta 1800. Ampak, to se pravi precej pozno, ampak pred njim, se pravi pol stoletja morda pred njim, pa stojita tale dva rokopisa, ki jo pač z nekimi tehničnimi izrazi v tem našem registru imenujemo MS-28 in MS-194. To sta dva starejša rokopisa in ta starejši na vrhu je njegov fragment, en košček je tam le gor. Lahko opazimo, da tistija črka T in še nekatere druge črke, to je zelo starinsko, lahko bi bilo tudi iz prehoda 17. in 18. stoletja, ampak mi mislimo, da je bilo verjetno to bolj v 18. ali pa celo sredi 18. zapisano. In oba dva sta zelo fragmentarno ohranjena. To se pravi, iz vsakega od teh se je ohranilo kakšnih 40 listov. Ampak tisto, kar je pomembno, je, da je dovolj, teh 40 listov je bilo dovolj, da se je dalo iz tega dokazati, da je odtod bil poljanski rokopis prepisan. Se pravi, neki pisec, neznani pisec, verjetno kapucin, je najpozneje v sredini 18. stoletja, se pravi 1750 ali prej, pripravil po raznih latinskih virih in po tistem nemškem Martinu Kohamskem slovensko priredbo o Jezusovem življenju.
In tale star rokopis je bil strašno obsežen, njegova zadnja pagina, ki se jo še da prebrati, je 900 in toliko, ampak majčkeno manjšega formata. Potem je pa naš poljanski pisec to prepisal na malo večji format in je prišlo dobrih 700 strani. In od teh 700 in še nekaj, morda 750, ne vemo, se jih je ohranilo 664. To se pravi skoraj popolno besedilo tega slovenskega Jezusovega življenja, ki ga je pisec poljanskega rokopisa prepisal okrog 1800, in takrat so bili pa tile rokopisi, ki so tu našteti, še živi, celi, neokrnjeni, ker jih je imel v celoti pred sabo. Pozneje so pa seveda dospeli do nas tako rekoč skoraj uničeni, samo fragmentarno ohranjeni. Taka je ta zgodba. No in eden od teh zelo lepih rokopisov, zelo dragocenih, čeprav spet fragmentarni, je tisle predzadnji šentožbolški rokopis. Šentožbolški zato, ker se je ohranil na eni kmetiji pri Koblarjevih, tik pod cerkvico svetega Ožbolta, tam le gor, v kjero smer je to takole, nekje v bližini, ne? Ni daleč. Ta je prav poseben v tem, da ima ne strnjeno in okrajšano priredbo Martina Kohamskega, ampak verjetno precej razmeroma zvest prevod, kar je nekaj posebnega, ampak tudi ta je žal okrnjen. Se pravi, prispel je do nas v fragmentarni obliki in o njem bomo v prihodnosti še kaj slišali, ker se ena slovenistka, tukaj navzoča Petra Omejc, z njim ukvarja in se mu bo najbolj še kaj bolj posvetila. Tule vidimo vodno znamenje, ne vem, če se to kaj vidi, iz poljanskega rokopisa. Vsi tile listi imajo tako rekoč enak vodni znak. Vodni znak v ročno izdelanem papirju je bil, kako bi rekli, papirničarjev podpis, ne, tako rekoč njegova blagovna znamka. V tiste vodoravne žice, ko je on zajel tisto papirno kašo s tem sitom, vodoravne žice takole tečejo, če jih vidite, na 2 mm gredo. Potem pa te vodilne žice so pa tako na 20 mm razmaknjene pravokotno in na to mrežo žic so položili ta svoj lep vodni znak, se pravi eno žičko z lepim nekim simbolom, črkami in tako dalje. In tale vodni znak, vidimo tukaj, da je nekaj krog, noter v njem je sidro, takole, se oproščam, tega ne morate najbolj zdaj natančno videti, ampak lepo se da razbrati iz originala ali pa iz boljših slik. In tukaj poleg sta črki I in pa G. Najbrž ne morate zdaj sem verjeti, ker ne morate vsega tega videti, ampak to je natančen vodni znak, točen, precizen vodni znak Ignacija Grundnerja, ki je imel papirnico Goričane v letih 1799 do 1827. In iz te dobe je ta papir. No in inženir Darko Cefuta, ki se ukvarja z zgodovino papirja, je menil, da je ta papir iz dobe kmalu po 1800. Se pravi, takrat je nekje bil ta naš rokopis zapisan. Poljanski rokopis. Kaj je točno v njem? Kaj se nam je ohranilo? Vsebina namreč, ki je od nekaj prva 4 poglavja žal manjkajo, so odtrgana, tisti so izgubljeni. Potem je 5. postava ali poglavje, kjer je Gospod Jezus Kristus v Betlehem rojen bil. To je zelo lep ta spis, kako Jožef in Marija potujeta v Betlehem in tako dalje, o Jezusovem rojstvu. In potem čez njegovo mladost, vse tisto, beg v Egipt in tako dalje. In potem začetek javnega delovanja Jezusovega do te 40. postave, kadar je Gospod Jezus na četniški dan, to bo Andrejka razložila, to je cvetna nedelja, v Jeruzalem noter jezdu in kaj je on tisti dan delal. Se pravi, do tukaj je, to je kakšna dobra četrtina, je ta slovenski tekst precej samostojno povzet po latinskih virih, ne po nemških, to je zelo zanimivo, da je ta slovenski prireditelj, evidentno jemal iz tega tako imenovanega pseudo Bonaventure, to pomeni en frančiškan, ki je bil naslednik svetega Bonaventure, pa so velike polemike med filologi, kdo to je točno. Od tam
in pa od Ludolfa Saškega. Ampak še največ je res prav iz te frančiškanske tradicije pseudo-Bonaventure. Recimo tak poudarek, ki je pa tudi sveti Bonaventura nima, da poljanski rokopis pa to ima, da sta se Jezus in Marija v Betlehemu zatekla torej v ta hlevček, ki je bil že poln in da je bilo tam polno ljudi, tega nobeno z teh piscev nima, in da so bili to ubozi ljudje, in ti ubozi ljudje so dali en pohlevni kotek za Marijo in Jožefa. Tega noben drug nima. To je nekaj čist svojevrstnega, recimo tak drobčen košček, s katerim hočem reči, da je ta slovenski pisec, verjetno iz frančiškanske duhovnosti, kapucinske, ki so bili naklonjeni revnim in jim je bila ta ideja revščine in ubožstva jim je bila pri srcu, to vključil na svoj popolnoma samostojno. Tega nobena od meni znanih predlog nima, te drobnarije. No, ta prvi del, ta recimo dobra četrtina, je tako po latinskih virih, potem sta pa tiste 2/3 ali 3/4 od Svete nedelje do Jezusovega križanja in smrti. Ta pasijonski del je pa zelo obširen, to je pa 400 strani poljanskega rokopisa in tukaj se pokaže, da ima poljanski rokopis zlasti ta pasijonski značaj, meditacija, premišljevanje, zelo poglobljeno, zelo čustveno o Jezusovem trpljenju, kjer pogosto naletimo tudi seveda na te nekanonične elemente, podobno kot naprimer jih poznamo iz Križevega pota, prizor z Veroniko in njenim prtom, Jezusovi pasci, to so prvine, ki so v katoliški tradiciji ostale, pa niso bile nikoli dokumentirane v evangelijih in v uradnih bibličnih, recimo, spisih, v Novi zavezi. Tega ni. Ampak se je ohranilo v tistem, kot rečemo, parabibličnem izročilu, ki so ga kristjani zelo pobožno ohranjali in ki je v ortodoksnem, se pravi v pravoslavnem svetu še veliko bolj razvejeno in bogato in tam so ga še bolj, kako bi rekli, upoštevali, mu dajali večjo veljavo. Protestanti so ga popolnoma zavrgli, to izročilo, popolnoma, samo skriptura in drugega. Katoliška teologija je pa dala izročilu kar veliko vlogo, ampak tako malo bolj zmerno, neko srednjo pot, recimo, med temi ekstremi. No in tale pasijonski del je zelo pretresljivo, to je strašno pretresljivo opisano, tudi z nekaterimi, morda bi rekli danes temu pretiravani, zlasti kar se tiče raznih, naprimer števila Jezusovih pascev ali število udarcev, na nekem mestu je zapisano iz, ne vem, ali od Svete Brigite, ali odkot je to, da je Jezus prejel 6666 udarcev z bičem, to je seveda nemogoče, ker bi umrl med bičanjem, čeprav je tudi ta poudarek, da en oficir oziroma nek vojak pride in reče, kaj ga hočete umoriti z bičanjem in preseka vrvi in preneha z bičanjem. Ampak hočem reči to, da so nekatera stopnjevanja so skrajno močno potencirana, seveda se je pa treba spomniti, da imajo tudi simbolično vlogo, tista 6666 je številka zveri v apokalipsi, se pravi, te stvari imajo tudi simboličen pomen, da hudiči tam napadajo Jezusa. Ampak predvsem je smisel tega pasijonskega dela v tem, da bi po možnosti se čim bolj poglobili v skrivnost tega, zakaj je Jezus trpel, kako hudo je trpel in zakaj. To je pa nek smisel, ki je smisel za nas, to se pravi za naše resnično življenje. S tem bi jaz končal, samo še na tisti appendix moram pa upozoriti. Appendix, to se pravi nekakšen dodatek je na koncu. Tista dva rokopisa, ta stara, tukaj v prvi tale dva, ki sta krepko poudarjena, na srečo vsebujeta nekatere odlomke ravno izmed tistih 50-60 strani, ki so v poljanskem rokopisu zgubljene. In kar je bilo takšnega, da ta dva imata v poljanskem rokopisu je pa zgubljeno, smo prepisali iz teh dveh in vključili v ta dodatek, v ta appendix. To se pravi, v appendixu je približno 31-32 strani tekstov, ki so v poljanskem rokopisu odtrgani, izgubljeni, tam so se pa ohranili.
se pravi pol stoletja starejši teksti, ampak seveda čisto verni in smo lahko prepričani, da so ti teksti res v poljanskem rokopisu tudi bili. Zdaj sem pa jaz že predolg. Tako da bi bilo fajn, če gremo naprej. Ja. Nič predolgi. Mislim, da ste odstranili dvome o vrednosti poljanskega rokopisa, če je trajno še imel. Za predstavitev jezikovne in slogovne podobe rokopisa pa zdaj lepo prosim doktorico Andrej Kožej. Hvala. Hvala za predstavitev. Hvala za povabilo. To je res tak odličen, perfekten zaključek dela na tem rokopisu, da smo se vrnili od tam, kjer izhajam. Zapravičujem. Še lepše pa se zahvaljujem za branje odlomka, ker sama sem se ukvarjala s to jezikovno podobo, z refleksij, razvoj samoglasnikov, soglasnikov in zdaj, ko sem slišala, kako ta rokopis živi v govoru, ga vidim še z novimi očmi. Tako da hvala. Torej, kot je kolega že nekaj omenil na začetku, rokopis v znanstveno-kritični izdaji skušamo predstaviti na tak način, da je razumljiv današnjemu bralcu. Tako da sledimo nekim uveljavljenim načelom kritičnega prepisa. Sam rokopis je napisan v bohoričici, se pravi pisavi, ki so jo nehali uporabljati sredi 19. stoletja. In je zato v znanstveno-kritični izdaji zapisan v današnji pisavi. Upoštevan je tudi današnji pravopis in vse to z namenom, da postane rokopis berljiv, da postane razumljiv, pa tudi, da ga lažje analiziramo in predstavimo. Tako da ima ta znanstveno-kritična izdaja v posebnem poglavju tudi obsežnejšo jezikoslovno analizo. In na koncu še razlaga starejše besedje. Tukaj sem poskušala malo tako vizualno predstaviti te 3 stopnje v obdelavi rokopisa. Se pravi, torej najprej imamo ta material, tisto pravo, tisto osnovo, zaradi česar je to sploh nastalo. Potem je to natančno, kritično prepisano, z vsemi posebnostmi, nič se ne posega v besedilo. Tukaj vidimo stran, ki je bila prej na začetku prebrana, se pravi ta odlomek iz Hane Galilejske. Potem v tretji fazi, to je pa ta kritični prepis, ki je objavljen v knjigi, je pa to zapisano, se pravi po današnjih pravilih, potem je ta vohcet z malo začetnico napisana. Potem ena taka značilnost je tudi, da v sodobni pisavi ne zapisujemo polglasnika, recimo spreobrnu ali pa vrt. So takrat še zapisovali spreobrnu v RT, čeprav se ni tako izgovarjalo, ne? In zaradi lažjega branja in sodobnejšega sedenju na čelu sodobnega zapisa, potem to zapišemo sodobno. Potem še nekaj primerov, recimo I, Z, to so različna načela, ki so potem v izdaji tudi natančno predstavljena. En tak tipično zapisovanje v rokopisu so podvojene črke, recimo L, L, N, N. To naj bi bila vzor nemška pisava, čeprav tako zapisuje tudi slovenske, izvorno slovenske besede. To je potem seveda v kritičnem prepisu poenostavljeno zapisano z eno črko. Potem najdemo tudi črke, ki jih slovenščina tako rekoč ne pozna, ampak so prevzete iz latinščine, najverjetneje preko nemščine in to potem tudi po sodobnem načinu zapisujemo. Potem ta predzadnji primer Engmain, recimo tukaj sem želela prikazati, kako to potem napišemo narazen, čeprav je avtor takrat to Engmain zapisal skupaj,
ampak ker mi to razumemo kot dve besedi, potem je v kritičnem prepisu to zapisano narazen. Tukaj pa samo primer, kako so te črke iz bohoričice, ki so v drugem stolpcu, se ne vidi najboljše žal, zapisane v rokopisu, ampak to si seveda vse lahko ogledate v izdaji. To so nekakšna navodila za branje, za razumevanje rokopisa. Potem bi vam rada malo predstavila, kako sem se lotila te jezikovne analize rokopisa. Seveda takrat, ko sem dobila ta rokopis, te prepise v roke, je bil znan kraj najdbe, čas nastanka. Vedeli smo že, da je nastal po starejših slovenskih rokopisih, po starejših predlogah, in to je potem zadnja faza, pa je bila to jezikoslovno branje rokopisa. Tako da nekako se je z analizo različnih razvojev in seveda predvsem kraja najdbe oblikovala neka teza, da ima rokopis rovtarsko-gorenjsko narečno podobo in sočasni osrednje slovenski ali kranjski knjižni jezik, kot je bil takrat že utemeljen v Japljevih prevodih, tako v Velikem katekizmu kot v Svetem pismu. Seveda tukaj bi nas zanimalo še ogromno podatkov o piscu rokopisa. Izobražen je bil, seveda se je zagotovo v nemščini izobraževal, nedvomno pa je poznal preteklo, sočasno slovensko knjižno tradicijo. Z analizo je bilo mogoče ugotoviti, da je upošteval in narečne razvoje in to knjižno tradicijo, že od protestantov dalje, pa tudi sodobnejše Japljeve rešitve. Pri tej analizi, pri ugotavljanju, kaj je narečno, kaj je knjižno, takratno knjižno, sem se opirala na različne obravnave rovtarskih narečij, od Ramovša, Logarja, Tominca. Sicer ti raziskovalci niso raziskovali tega škofjeloškega narečja znotraj rovtarske narečne skupine, ampak različna druga narečja in črnovrško, cerkljansko govor žiri. Ampak to mi je bila neka osnova, ker sama nisem govorka tega narečja, čeprav mi je blizu, da sem ugotavljala, kaj je narečno, kaj je knjižno. Tukaj sem pripravila nekaj primerov besedišča, kot se pojavlja v rokopisu. Ogromno je teh samoglasniških redukcij, izpadejo samoglasniki ali pa upadejo namesto prišli, zapiše peršli, kar se zagotovo izgovarja pršli. Potem je ta značilni zapis na namesto ne, kot poznamo danes v knjižnem jeziku. Mrez ali mrz, krej ali kraj, in pa ta tudi značilna razvoj č, namesto š, recimo zapiše čeda, kar razumemo kot čreda ali pa žebe, pšice za puščice. Pa različne proteze, gun za on, vučenik, vust in tako dalje. Ti razvoji so vam verjetno znani. Zdaj ne znam točno umestiti v kraje, ki je kakšen razvoj značilen, ampak nekateri od teh naj bi bili značilni za rovtarsko narečno skupino. Posebej sem se ukvarjala tudi z besediščem. Ko pri prvem branju tako si osredotočen na različne stvari, skušaš razumeti, se ukvarjaš z vsebino. Potem pa s časoma sem začela opazovati samo besedišče in sem
opazila, da je zelo bogato. Sicer je tudi precej nemških izposojenk, zlasti tipični so ti kalki iz nemških glagolov, gori gledati, gori iti, gori izidati, kar je v bistvu dobesedni prevod iz nemščine, ampak je tudi ogromno izvorno slovanskega oziroma slovenskega besedišča in marsikatere od besed, ki se pojavljajo v tem rokopisu, danes v knjižnem jeziku ne poznamo več. Potem ena stvar, ki tudi je ni bilo mogoče spregledati, je, koliko različnih sopomenk je uporabljal ta pisec za nek določen izraz, za nek določen pojem. Opazno pa je bilo, da zlasti za to, kar je v bistvu, kar je v jedru tega pasijonskega dela, da uporablja sopomenke zlasti, ko opisuje neko telesno in duševno trpljenje. Ko govori ali o Jezusu ali Mariji, recimo, ko opisuje, kako je ubog bil, večkrat napoveduje, da ga bojo ubili, ali pa Marija se počuti mrtvo, omedleva, potem uporablja tudi precej sopomenk. Tako da sem v slovar, ki je potem na koncu izdaje, sem vključila tudi sopomenke, tukaj sem jih malo obkrožila, označila. Recimo za omedleti ima kar še 1, 2, 7, 8 različnih izrazov. Prvi, doli pasti. Ja. Se pravi, doli zlesti, navkup zlesti, nazaj umahniti, okoli pasti, omedleti, kup pasti, vkup zlesti. In to potem na različnih delih v besedilu z različnimi izrazi opisuje v bistvu neko dogajanje, ki se ves čas ponavlja. Ali pa doli pobiti v pomenu premagati, uničiti, doli v reči premagati, užugati, potem za trpljenje. Recimo tukaj sem dala primer revščina, tudi uporablja besedo v pomenu za trpljenje, potem pa na drugih mestih še bridkost, edinščina, edinščnost, martranje, martra, revščnost, trpljenje, pa verjetno sem še katero spregledala. Značilno je tudi, da imajo besede več različnih pomenov. Tukaj sem dala primer za obstati. Beseda, ki jo pisec v rokopisu uporablja v pomenu ostati, ne spremeniti, priznati, veljati. Če boste kaj gledali slovar, boste videli, da so zraven potem še primeri iz sobesedila, ker se mi je večkrat zdelo, da z neko današnjo knjižno sopomenko ne morem v celoti zajeti pomena, ki se ga najde v rokopisu. Potem uporablja stalne besedne zveze, frazeme, recimo na proste noge postaviti v pomenu izpustiti, osvoboditi, ali pa konec storiti v pomenu pokončati, ubiti, uničiti, končati se, konec vzeti v pomenih umreti, izgubiti se, končati se. V glavnem res se vidi ta jezikovni čut pisca, da ni bilo pomembno samo kaj pove, ampak mu je bilo zelo pomembno kako pove in da je bil precej osvobojen te nemške predloge v tem izrazju v besedišču. Na kratko bi še o slogu. To se precej navezuje na sam jezik, kot sem ravnokar poudarila, se vidi ta jezikovna zavest, recimo uporablja različne dvojne, trojne formule, to pomeni, da isto stvar pove z 2, 3 različnimi besedami, recimo dren, šum, smeh
in v petje. Tako zapiše, da opiše, da je bilo glasno tam. Mislim, da je bilo to, ko so Jezusa prijeli, nisem prepričana. Potem razni okrasni pridevniki, sladki gospod, cartana Marija, kamnito srce, srčna žalost. Ne zapiše samo žalost, samo Marija, samo Jezus, ampak zmeraj da še nek pridevnik zraven, da opiše, poglobi ta prizor. Potem z vidika tega truda, čuta za jezik, so mi zanimive take besedne igre z asonancami, aliteracijami, ki so res navezane na slovenski jezik in niso nastale pod vplivom nemščine, recimo star strgan, oče, v pomenu oče, hoče, slajške dmet, osličam in ovoličam in tako naprej. Potem ves čas uporablja medmete, da približa to dogajanje, to notranje dogajanje Jezusa, Marije, pa tudi drugih, ki se pojavljajo v teh prizorih, in pa seveda primerjave, obraze, svetu, kakor sonce, bejle, kakor sneg, in to so samo posamezni izbrani primeri, tega je ogromno, na vsaki strani, praktično v vsaki povedi najdemo tako literarno ustvarjalnost. Za konec samo še kot zanimivost, da je zlasti ta pasijonski del, ki je nastal po velikem življenju Martina Kohemskega, v drugi polovici 19. stoletja doživel tudi tiskano izdajo. Štefan Kocijančič je namreč v 2 delih izdal Kristusovo življenje v premišljevanjih in molitvah. Kot avtor je napisal Gašperja Erharta, čeprav, ko podrobno pogledamo besedilo, ugotovimo, da je to bil danes že omenjeni Martin Kohemski. In leta 1873 je izdal drugi del, to je ta pasijonski del, ki opisuje Jezusovo trpljenje. In ta obsežni del vsebuje skoraj 1400 strani in našla sem nek podatek v eni literarni zgodovini, da naj bi Štefan Kocijančič to prevedel v 8 mesecih, kar je res malo časa za tak obseg. No, in če pa primerjamo posamezne odlomke iz Poljanskega rokopisa in iz te tiskane izdaje, ki jo je izdal Štefan Kocijančič, skoraj ne more biti dvoma, da je ta prevajalec poznal tudi rokopisno tradicijo, te že obstoječe rokopisne priredbe Kohemovega Jezusovega življenja in da je iz njih tudi zajemal. In na posameznih odlomkih se to kar lepo vidi, recimo, ko je namesto V prebral R, ker v rokopisu recimo sta ti dve črki dokaj zamenljivi. No. Tako, hvala. Imamo še manj časa, ali tako? Velik del rokopisa ste rekli, da je o Jezusovem trpljenju. Dr. Matija Ognjič se ukvarja tudi s škofjeloškim pasijonom, ki ga Poljanci kar dobro poznamo, ker je spet zaživel na škofjeloških ulicah. Morda kakšna vzporednica med enim in drugim, med delom v poljanskem rokopisu? Ja, vzporednica bi bila v tem, da je poljanski rokopis pravzaprav vsebuje besedilo, ki je nekakšna sinteza pasijonskega izročila, in sega v srednji vek po teh virih, pa v baročno dobo, zelo zgodnji novi vek, in vsebuje pravzaprav skoraj vse detajle, ki so bili pomembni za pasijonske igre in za različne pasijonske pobožnosti. Tako da iz tega izročila, kot je
kot ga predstavlja poljanski rokopis, so se, in ki je starejša, ne, ki sega daleč nazaj v preteklost, so se napajale raznolike pasijonske pobožnosti, naprimer svete štenge, a ne, to se pravi pobožnost teh 28 stopnic, naprimer pri svetem Joštu, pri Kranju, potem kje so še dol pri Mokronogu na Dolenskem, pa potem sveti Rok, Šmarje pri Jelšah, kaj ne. Teh 28 stopnic, ki so po izročilu, torej nastale, ta pobožnost je nastala tako, da so posnemali na pobožnih krajih, na romarskih poteh, so posnemali tisto božjo pot v Rimu, kjer je tistih 28 stopnic, za katere se po legendi seveda verjame, da jih je sveta Helena prinesla v 4. stoletju neposredno iz Jeruzalema in ona je rekla, naj bi rekla, da so to pač stopnice iz ruševin Pilatove palače, po katerih ne bi šel Jezus s svojimi krvavimi stopali, ne bi tam hodil. Ne? In so jih potem zelo častili, teh 28 marmornih stopnic, samo po kolenih so po njih hodili najprej v Rimu, a ne? Na tej božji poti. Pozneje so pa to imitirali in podobne stopnice delali pri pomembnejših božjih poteh in tam je za vsako stopnico svoja molitev, svoje premišljevanje, ne? Od ločitve, torej slovesa Marije in Jezusa, ko se je Jezus materi svoji pove, da odhaja v to hudo martro in kaj ga čaka, to je eno od teh bolečih pasijonskih prizorov in potem mnogi detajli, ne? O Pilatovi ječi, o različnem številu Jezusovih padcev in tako dalje. No, in pasijon, škofjeloški pasijon se seveda napaja iz tega. Ne samo iz evangelija, ampak iz tega širšega izročila. Tako da to je nedvomno bila inspiracija. Zdaj, besedilo je zagotovo izjemnega pomena. Predvidevam, da bo prišlo tudi na seznam slovenske književnosti kot nek mejnik slovenskega pripovedništva, no? Ali poznavanje poljanskega rokopisa na kakršnikoli način predstavlja prispevek novim spoznanjem na tem področju. Kaj bi lahko o tem odkritju povedali? Lahko pričakujemo morda, da se bodo postavili učne načrte. Kaj pomeni to za literarno vezo mogoče? Ja, hvala za vprašanje. Nedvomno je ta literarna tradicija, ki je obesedena, ki je obstajala v poljanskem rokopisu, vplivala tudi na kasnejša obdobja, ko se je pač razbohotila ta tiskana kultura. En tak dokaz je že ta tiskana izdaja, v katero so prišli odlomki iz rokopisov, kot sem rekla, ne nujno iz poljanskega, ampak možno pa je. Druga zadeva je, ki sem jo odkrivala ob tem, ko sem se ukvarjala s poljanskim rokopisom in pa sodobnejšo literaturo, se pravi prve polovice 19. stoletja, prva slovenska pripoved, Sreča v nesreči, je bilo zaznati to baročno tradicijo v posameznih odlomkih. Recimo en tak čisto preprost, ampak mogoče na prvi pogled ne tako opazen prizor, je omedlevanje, to, kar sem prej prikazala. Recimo, to najdemo potem tudi v razsvetljenski literaturi, čeprav to ni v ospredju, ni tako opazno, ampak je prisotno in to nedvomno izhaja iz te tradicije, v katero se uvršča poljanski rokopis. Predlagam, da še enkrat odpremo knjigo in poslušamo, kako verno in čutno so molili naši predniki. Slišali bomo molitev v čast Kristusovim ranam. Molitev v čast te stranske rane Kristusove. O najsvetejši telo mojega Gospoda Jezusa, v kajzar in revni podobi vidim jaz tebe zdaj. Oh, kako si ti zdaj to zelo splemenen,
da tebe brez groze gledati je komaj mogoče. O kaj za ena globoka, o kaj za ena strašna rana ti imaš v tvoj svet stran. Kdo je tebi kul te leta velika rana storil? Ah, Bogu se usmil, kaj tudi tvojemu mrtvemu truplu ne bo zašonan? Ali tedaj tvoje žlahtno srce v tvoj smrt ni bilo zadost ranjeno, da je tudi iz tavojstra sulca še enkrat moglo prebudeno biti? O ti sladko, zvesto in ljubeznivo srce, kako si ti tedaj ranjeno? Zdaj se očitno vidi, da ti nas ljubiš, ker ti ne samo v tvojemu življenju, temveč tudi po tvoji smrt za nas hočeš trpeti. Bodi ti tedaj od mene počaščeno, ti ljubeznivo srce, in bodi za tvoja ljubezen na vekomaj žegnano. Jaz molim tebe, o častitljiva rana, in v izgoreči ljubezni je s tebe presrčno kušnem. O ti izveličanska rana, vzdravi te rane mojega srca. Ognat polna rana, za dob meni gnada in v milost. Utroškljuvana rana, potroški moja duša v njej težavah. Tebi preporočim jaz moja duša in v telo, tebi ofram jaz vsa moja muja in v delu, jaz tebi, če jaz dam moje življenje in umrjenje. O draga voda, katera iz te rane je tekla, jaz molim tebe iz to krošno, da bi ti otela moja duša od teh grehov oprat. O ti rožen farbana kri, katera iz te rane je tekla, jaz molim tebe proseč, da bi ti otela moje nagnjene izčetnosti mocirat. O ti Božje srce, katero si ti men ljubezen prebudeno bilo, jaz molim tebe in te prosim, da bi tebi dopadlo moje srce iz tvoje ljubezni vnet. O nebeški Oče, jaz ofram tebi ta sveta rana, le ta sveta voda, ta sveta kri, to sveto srce in to sveto telo tvojega Sina, in v te ponižno prosim skozi to zasramvajne, katero je njemu v presunjenemu te stran storjeno bilo, da bi ti mene, ubogega grešnika, od večnega špota tega pogubljenja odrešil. Amen. Hvala lepa. Pred zaključkom pa morda še med vami kakšno vprašanje. Če ne, pa vaju prosim za sklepno misel. Če je možno, da izključite znanstveno raziskovanje, imate kakšno kot osebno izkušnjo, kakšno oseben vidik, uvid, ki ste ga v tem času spopadanjem s tem projektom doživela? Ja, mogoče je to prava priložnost za neko mojo osebno izkušnjo. Ko sem gledala rokopis, ko sem mi nekaj v diplomatičnem prepisu ni bilo jasno, kaj je tam, gledala rokopis, katera črka je to, katera beseda je to, kaj to pomeni. Tako padeš v ta rokopis, da prav začutiš duh tega človeka, ki je to pisal, ker vidiš ves ta njegov trud, to njegovo delo, ker to res nepredstavljivo, 700 strani na roke napisati, v takem jeziku, v takem slogu, res sem vesela, da se je ohranilo in da bo zdaj še naprej živelo. Jaz bi mogoče še dodal, da je to izjemno delo, ki je z ogromnim garanjem Andrejke in še drugih kolegov zdaj prišlo na beli dan, da je tukaj ohranjena neka
svojevrstna, bi rekel, skoraj slovenska klasika. Kaj mislim s tem? Da je to po eni strani zelo zahtevna teološka vsebina, eksegeza evangelijev, ki je kombinirana recimo s celo kupico pripovedi, legendarnega gradiva, skoraj fantazijske oblikovanosti pripovedi. To se pravi nasprotja med neko dogmatično in pripovedno literaturo. Potem je tu neko nasprotje med visoko monastično, učenjaško, meniško kulturo, spekulacijo, z zelo sofisticirano slogovno strukturo, te dvojne formule, primerjave, komparacije, metafore, in hkrati popolnoma ljudskim, čisto narodnim, narečnim izražanjem, čisto domačim izražanjem. Se pravi, tako veliko nasprotje, ki je povsem v neki enotni formi podano. No, ni nasprotja med njimi, ampak je to dvoje združeno. Se pravi, potem lahko rečemo spet en tak par vera, zelo globoka meditativnost, pa velika umetniška forma, formalne strukture, spet dva pola, ki sta tukaj združena. In ta nasprotja, ki so tako lepo ubrana, povezana, zedinjena, to je nekaj, kar je pečat klasičnih del. Se pravi, tukaj ni nobenega nasprotja še med vero in kulturo, med teologijo in duhovnostjo in umetniškim izražanjem. To je popolnoma še enotno, nobene razpoke ni med tem, kar je pozneje čisto v umetnosti razpokano, konfliktno in pride zelo v ognjevita nasprotovanja. Tukaj je to popolnoma enotno in to je nek pečat klasičnega. Zato jaz mislim, da je Poljanski rokopis pravzaprav nek vrhunec ali pa eden od vrhuncev slovenske baročne kulture. Slovenska baročna kultura pa ima pri Slovencih, v zgodovini Slovencev, podobno vlogo kot recimo pri Italijanih renesansa, pri Francozih, Angležih, pozni srednji vek, se pravi tisto, kar je dalo narodni kulturi nek fundament in dolgoročni temelj. In ta baročna kultura je po mojem tak fundament pri Slovencih in Poljanci so jo evidentno znali ohranjati, uživati, jo negovati. Ta rokopis je počrnel na robovih od listanja. Morate vedeti, da smo zdaj tukaj gledali restaurirane slike rokopisa, ko je bil leta 2018 v Nuku že restauriran in je bil do neke mere očiščen. Prej je bil čisto črn, zaradi listanja, tako je bil obrabljen. Zato, ker so res, imamo izpričano, da so v rokopisi živeli tako, da je pač vsaka vas imela nekaj pismenih, ampak seveda veliko nepismenih in se je to ob večerih potem bralo nepismenimi. Cele gruče ljudi so to poslušale, to branje. Skratka, ta velika kultura je tem ljudem, Poljancem in drugim pri nas na Slovenskem dajala neko duhovno življenje. In kaj pa je bilo tisto življenje, odkoder vse to izvira? To pisanje, ta literarni polet, če tako rečemo, izvira ves v celoti iz meditiranja o misteriju Jezusa Kristusa, o tem vsem, kar je on naredil, pretrpel, rekel, storil. Vse to, kot pravijo stari pisci, je misterično, in daje za to človekovi eksistenci en globli fundament in zaradi tega globokega fundamenta tudi Poljancev ni odneslo, ampak so v najrazličnejših pomenih stali in obstali. Odlično, hvala lepa. Še bomo lahko brali rokopis tudi Poljanskega, zelo lepo vabljeni k nakupu. Danes je cena še posebej ugodna, 30 € stane, zadaj je Marjeta že pripravljena skupaj novih svežih izvodov. Naj tele strani počrnijo tudi po vaših domovih. Je to knjiga, ki zraven Svetega pisma verjetno sodi vsak poljanski dom, tako da lepo povabljeni k nakupu in branju in tudi premišljevanju. Smo slišali, da je tako napisano, da bomo znali prebrati in razumeti. Boste. Ja. Hvala vsem za obisk, hvala, ker ste prišli, bili z nami. Hvala gostoma, dr. Andrej Kižej in dr. Matiju Brinu.
Mislim, da se bo o poljanskem rokopisu še govorilo in ko se bo tudi v Poljanah še kaj govorilo, upam, da tudi vidva še pride tak nam. Tako, hvala vsem in mirno noč.